Danes zjutraj vam bom pomagala razumeti otroke, ki so bili izpostavljeni pošiljanju podob, prejemanju podob in kaj se zgodi po takem dogodku. Takrat pridemo na vrsto mi, terapevti, policija, organi pregona, učitelji in vsi, ki so vključeni v otrokovo življenje. Kasneje vas bom prosila za sodelovanje, tako da boste res razumeli, kaj se dogaja. Pokazala vam bom teorijo, potem pa tudi video posnetek in vas vprašala, kaj ste opazili, kajti tako se učimo prek izkušenj in z razumevanjem. Priporočila bi vam to knjigo za kasneje, kajti bolj se poglobi v psihologijo, kaj se zgodi s spolno zlorabo oziroma škodo, ki jo ta povzroči. Rumena knjiga pa bo izšla čez 17 dni. Ko danes tukaj predavam, ne poznam vaše zgodovine. Ne vem, kaj se vam je zgodilo v vaši preteklosti. Kar pa vem, je, da ko govorim o travmi, o stresu, o krizi, se nekateri ljudje kar katapultirajo v svojo preteklost, kot bi sprožili fračo in morda se tega kognitivno ne zavedajo, pa opazijo to v svojih telesih. In danes vas bom poskušala ohraniti v tem oknu strpnosti in video posnetek, ki ga imam na YouTubu, se imenuje Polivagalna avtocesta dobrega počutja. To pomeni, da smo na tej srednji črti, zeleni črti, nočemo sprožiti izziva, bori se ali zbeži, ali odziva, da se umaknete, sanjarite. In to se zgodi tudi z otroki. Vaše zavedanje vam bo pomagalo razumeti otroke, ki včasih postanejo nesramni, razburjeni, glasni, nasilni. In to bi bila rdeča črta. To je mobilizacija k varnosti. Oni se morajo umakniti, morajo se upreti, se boriti ali zbežati in potem ostati v položaju, kjer oni lahko ocenijo situacijo. Včasih se umaknejo v modro linijo, to je depresija, depresivno vedenje in se nočejo z vami ukvarjati. To se lahko zgodi tudi vsem nam, glede na našo preteklost. In ko danes tukaj govorim, boste opazili, da naša telesa se odzovejo na določene stvari, ki jih slišimo. Neprijetno nam bo. In to, da razumemo, kako reguliramo sami sebe, torej regulacija našega živčnega sistema, tako da lahko pomagamo, da smo z otrokom, se moramo zavedati, kaj se dogaja v nas. In zato velikokrat psihoterapija govori o vašem živčnem sistemu. In v mojem poklicu gremo tudi po svojo terapijo. Moramo znati zdržati z ljudmi, s katerimi delamo. In rada bi, da to danes razumete. Ko delate z mladimi, 2-letniki, 4-letniki, pa tudi kasneje 17-letniki, 19-letniki in več, velikokrat se bodo ti odzivali s svojim telesom, tako da se ne bodo sploh zavedali, kaj počnejo. Dala vam bom čas, da preberete mojo definicijo kibernetske travme, dala vam bom minuto.
In to je vsaka travma, ki je posledica lastne ali tuje usmerjene interakcije s katerokoli elektronsko napravo, pripravljeno za internet, kibernetski prostor ali algoritem strojnega učenja ali umetne inteligence, ki povzroči učinek zdaj ali v prihodnosti. Ta dogodek interakcije je lahko multimodalna, večplatformna ali večintervalna, zapoznela ali takojšnja, zakonita ali ne, v ednini ali množini, lahko vključuje slike, zvok in ali besedilo, ter je lahko ali pa ne okrutne narave. Dogodki lahko vključujejo prikrito ali odkrito tipologijo, ter so lahko virtualni in telesni hkrati. Kar težko, kaj ne? Torej, to je akademski pristop, akademska definicija. Kibernetska travma pa je v enem stavku vse, kar povzroči naprava in to povzroči učinek na nas. Raven tega učinka, te posledice v psihoterapevtskem jeziku temu pravimo travma. Nekateri ljudje rečejo majhen T, nekateri velik T, ampak ne glede na to, kar otrok ali odrasel doživlja, kajti to seveda vpliva tudi na vse nas, ki delamo z žrtvami, z identifikacijo žrtev, ko si moramo ogledovati take posnetke. Vsakršna travma je osebna, individualna in vsak otrok se odziva drugače, pa tudi odrasli. Zato jaz ne rangiram travme. Jaz delam s travmo, kot jo oseba doživlja in kot jo razume. Torej, travma je nekaj, kar se zgodi nam, kako jo razumemo, in je tudi zgodba, ki si jo pripovedujemo, kaj se je zgodilo. In kdo je bil ali ni bil tam in nam pomagal, ko se je ta travma zgodila. Rada bi, da danes razumete neznana vedenja o spolnih zlorabah otrok. Na drugi strani pa imamo tudi znana znanja. V psihoterapiji govorimo o tem, kar vemo. Vemo pa to, da imamo različne vrste spomina. Imamo avtobiografski spomin, to je moj spomin, moja zgodba. Tisti, ki vas zanima nevroznanost, to je srednji del možganov, to je irokeza, če lahko rečem, ta predel možganov. To je, kako mi povemo svojo zgodbo. Lahko rečemo, danes zjutraj sem šla na zajtrk in sem jedla kašo in slanino, kavo sem spila in potem sem šla na sprehod. Kar pa vam težko razložim, je okus kaše, kako je bilo občutiti to kašo. In tukaj imamo različne vrste spominov, ki lahko eksplicitno razložimo oziroma implicitno vemo. Rada bi, da razumete, da implicitno neverbalno znanje res prizadene ljudi, ki so travmatizirani, in zato je težko delati z prizadetimi otroki, ker jih želimo razumeti. Mi pa jih lahko razumemo le na eksplicitni način, kako nam nekaj povedo. Vemo, da AC, obremenjujoče izkušnje v otroštvu, nam pomagajo razumeti dolgoročne življenjske kronične bolezni. In vedno povem, da smo otroke pustili na cedilu. In to že 28 let, kar se tiče kibernetskih AC. Ukvarjamo se samo z duševnim zdravjem, starši gredo v zapor, naprimer. Leta 1998 je Falatian Ander naredil študijo o AC, torej kar se nam je zgodilo v otroštvu in ima posledice v našem kasnejšem življenju. Niti eno vprašanje pa ni obravnavalo nič v povezavi z internetom in do danes se to še ni zgodilo. Nimamo takšne raziskave. Jaz pa ne morem govoriti o travmi, ker je ne razumemo popolnoma.
In težko je razumeti, da nekaj prek ekrana ima takšen učinek na otroka. Zato sem jaz aktivistka na tem področju, izobražujem ljudi, ki lahko delajo s tem, in zlasti je to na področju groominga, na vašem področju spolnih zlorab. Vi ste ljudje, ki delate z otroki in vemo, da otroška oziroma travma v otroštvu ima dolgoročen učinek, posledice na vse življenje. Vidimo to v študijah, da travma vpliva na izraz DNK. Temu pravimo epigenetika. Ne bom vas dolgočasila z znanostjo, ampak enostavno povedamo, ko smo v velikem stresu, naše celice delujejo v odzivu, ki ga imenujemo Cell Danger Response, CDR. In na tej celični ravni, kaj to pomeni za odraščajoče otroke, ki so izpostavljeni ekranom? Če je njihova travma bila sprožena preko ekrana, potem pa se morajo izobraževati, brati prek ekranov, tudi nakupujejo, socializirajo se prek ekranov. Naši možgani delujejo tako, da imajo asociativni spomin. In tako deluje tudi naše celice. Naša telesa se odzivajo na okolje. In če je ta odziv celic bil šok prek nečesa, kar smo videli na ekranu, si bo to vaše telo somatično zapomnilo. Česa pa ne vemo, zato ker nismo dobili še raziskav tega področja, je, kakšen je učinek kibernetske travme na vsakodnevno funkcioniranje, na psihološke odzive, čustvene odzive, zdravje, dobro počutje. In kakšna je posledica na dolgoročno življenje. Teh odgovorov nimamo, teh raziskav sploh še nimamo. Zdaj pa je 2024 in internet obstaja že skoraj 30 let. Mi kot raziskovalci smo zelo počasni. Ko sem pisala to rumeno knjigo, ki ste jo prej videli, sem primerjala, koliko študij je bilo narejenih glede tehnologije, gledanja stresnega materiala, gradiva prek spleta, v primerjavi s sulfaranom v brokoliju. Torej, leta 2020, koliko študij je bilo izvedenih o sulforafanu v brokoliju, in bilo jih je več kot 100,000. In na drugi strani 12 o učinkih tehnologije na dobro počutje oziroma zdravje. In nobena študija ni vključila gradiva, spolno zlorabo, groominga in vsega, o čemer se danes tukaj pogovarjamo. Kako je videti kibernetska travma, ko je otrok izpostavljen gradivu spolno zlorabo ali sam naredi tak posnetek, torej ko je prisiljen v to, ali ko prejme takšen posnetek. Jaz imam pri svojem delu 5-letnike, ki so prejeli slike odraslih genitalij, in to se zgodi na različnih platformah. Kaj se zgodi otroku, ko je izpostavljen s takšnim posnetkom, s takšno sliko? Kaj se zgodi, ko otrok sam posname sliko in potem organi pregona, ali gre za identifikacijo žrtve? Kaj se zgodi z otrokom? Seveda to vpliva na njihovo kognitivno popačenje. Ne bi smeli, niso pridni. Velikokrat
mi povedo, kar je pravilno, resnično, primerno. Ne vem, Kath, kdo je videl moje slike. Lahko si to ti, lahko je policist, verjetno je policist, ali pa socialni delavec, učitelj. Ti ljudje, ti odrasli so videli nekaj, kar sem jaz hotel deliti z nekom drugim. Zdaj pa moram iti v šolo in razmišljati, a je ta učitelj delil mojo sliko, socialni delavec, policist. Kdo je vse je to videl? Kdo je identificiral to sliko pri organih pregona? Koliko ljudi je videlo to sliko na spletu? Komu je sliko poslal storilec? Kognitivno popačenje se kaže v anksioznosti in čakanje na dan, ko. Anksioznost deluje, če potem. Stalni scenarij, če potem. Jaz se bom pripravil na ta trenutek. Če bo nekdo rekel, da je videl sliko, potem bom naredil nekaj. In otroci skušajo razviti načrt za vsako situacijo, ki se lahko zgodi. In to jih izčrpa in utrudi. Če ves čas razmišljate, kaj se bo zgodilo v prihodnosti in rešujete vse mogoče scenarije, kaj bi se sploh lahko zgodilo, se ne morete posvetiti učenju, socializaciji, ampak ves čas razmišljate samo o teh nevarnosti, ki bi se lahko zgodilo. In to je stanje stresa in zato se celice odzivajo, se pripravljajo na ta odziv na nevarnost. In če se ves čas pripravljate na če, potem vaše telo ni sproščeno. Nimate časa za odmor, za počitek, za prebavljanje. In nekateri otroci zato kažejo tudi telesne znake, o tem bom govorila kasneje. In ta potencial, gre za mojo stranko, starši, lokalne oblasti, šola, socialni center, so ji prepovedali družbena omrežja in vprašala sem tega otroka, kaj pa, ko se bo vrnila nazaj na družbena omrežja, pa ne bodo vedeli, kakšno je njeno ime. Storilci poznajo njeno ime. Ali vi menite, da je storilci ne bodo potem našli, ko bo šla nazaj na družbena omrežja? Kdo jo bo pripravil na ta trenutek? Kaj pa ta potencial čez 20, 30, 40 let? Torej v prihodnosti, ko ji bo nekdo poslal sporočilo, elektronsko sporočilo, ti si ta deklica, ti si ta fantek, ti si ta oseba, ki mi je poslala sliko leta 2024. Ali se spomniš? Zato govorim o kibernetski travmi, ki ima zapoznev odziv. Če otrok pride k meni in delava na gradivu spolno zlorabo, vem, da obstaja možnost, da bo otrok ponovno doživel kadarkoli v svojem življenju to situacijo. In lahko se to zgodi tudi članom družine. Zato si predstavljajte, 14-letna Katie pošlje sliko, s tem se ukvarjamo, potem pri 25 se poroči, pri 55 je babica in nenadoma njen vnuk reče, babica, odkje pa je ta slika? Ali smo sploh pomislili na to možnost, kako jo bo prizadelo to v njenem življenju? Kaj se zgodi? Običajno so to otroci, ki imajo zelo volatilen živčni sistem, ki gre gor in dol, torej so zelo razburjeni ali pa se umaknejo v neko stanje sanjarjenja,
kjer se ne želijo ukvarjati z ničemer drugim. Velikokrat pa se zgodi, da se pomikajo v tej rdeči liniji in telo se sprosti, tako da gre do vrha, potem pa se sprosti. In nekateri otroci se ženejo višje in višje po tej rdeči liniji, da se potem sprostijo. Pa ne pridejo ven iz te rdeče linije, da bi se sploh lahko čisto sprostili. Pokazala vam bom tudi videoposnetek. Taki otroci imajo velikokrat bolečine v trebuščku, to je zaradi živčnega sistema, ki nadzira naše črevesje in prebavo. In velikokrat sedijo pri meni v prostoru in prdijo in morajo na stranišče nenadoma. Zato, ker niso v stiku s svojim telesom in ne prepoznajo sprememb živčnega sistema. Lahko se to kaže kot astma, kot izpuščaji na koži, vročinski valovi, lahko jih zelo zebe. Lahko pa se to pokaže tudi kot avtoimune bolezni. Dlje časa, ko stres traja, bolj je to možno. In poznamo to iz študije otroške travme in jaz to tudi vidim pri otrocih, ki so bili izpostavljeni travmam. Zelo bi me zanimale raziskave na tem področju. Jaz opažam, da imajo otroci zelo pogosto izkrivljeno predstavo o svojem telesu. To imenujemo telesna dismorfija. In velikokrat spreminjajo svoj videz na družbenih omrežjih, uporabljajo filtre, kajti mislijo si, to sliko sem poslal, potem pa, če dam filter, nisem več ta oseba. Nočem se identificirati z osebo, ki je poslala sliko in tako se lahko s tem filtrom zaščitim. Če pa postanete potem ta oseba s uporabo filtra, pozabite na drugo osebo. In mi vidimo otroke, ki nanašajo veliko ličil, ki spremljajo YouTube videe, kako se naličiti, uporabljajo veliko pudra, zelo močno naličijo oči, velikokrat poudarijo svoje obrvi in naredijo to tako močne obrvi, da so videti v šoku. In to je ta prezentacija, ki jo imajo zase in ki jo seveda ne predstavljajo na družbenih omrežjih. Torej, ta otrok, ki je poslal slike in je nanesel veliko ličil, pa potem ta ličila snamejo, dajo dol, mi povedo, da se počutijo debele, da bi radi imeli operacije, povečanje dojk, boljši nos, torej operacijo v nosu in tako naprej, zato da se ne bi počutili kot oseba, ki so jo prisilili, ki so jo zmanipulirali in ki je doživela veliko sramu. Kateri so še načini, ki jih otroci kažejo med terapijo. Lahko trpijo za depresijo in ta depresija je zelo drugačna od tiste, ki občutijo od odrasli. Lahko gre za kričanje, lahko gre za metanje reči, lahko gre za stanje brez volje. Zelo nam pomaga psihološka ocena v tem primeru. Rada bi, da bi vi dobili, da bi vsi mi imeli znanje o depresiji otrok, kajti velikokrat je to zelo različno kot pri odraslih. Velikokrat gre za nagajivost v otrokih, mi pa si ne ogledamo, kaj je za tem vedenjem, kakšna je ta komunikacija in kaj želijo povedati s to komunikacijo. Velikokrat imajo otroci obsesivne kompulzivne motnje, zlasti v stiku s tehnologijo.
Oni želijo uporabljati Snapchat, pa da bi se izognili stiku s storilci, zato gredo na druge aplikacije, tako da si svoji fiziologiji dajo malo premora, da potem nekaj naredijo v določenem vrstnem redu in to postane obsesivno-kompulzivno vedenje. Zato, ker je za njih to manj stresno, če je takšno vedenje predvedljivo. In ko se pogovarjam z otroki, jih velikokrat vprašam, kaj naredite najprej zjutraj. Odprem Snapchat, Instagram. Aha, zakaj pa najprej Instagram? Kaj potem naslednja? Kaj je naslednja aplikacija? Mislim, da tudi vsi mi zdaj razmišljamo, kaj mi počnemo. Zakaj? Ker vsi imamo navade, rituale, imamo najljubše platforme. In kaj se zgodi, ko pride do travme, ta vzorec se prekine. Torej, kako se mi počutimo varne v svoji psihologiji? Rituali, navade nam dajejo varnost. Na družbenih omrežjih imamo zelo veliko slavnih podcasterjev, ki govorijo o svojih jutranjih rutinah, spijejo kavo, grejo na sprehod, se stuširajo in enako je z otroki, tudi oni potrebujejo navado, takoj, ko se zbudijo, vzamejo telefon in ga uporabljajo v določenem vrstnem redu. Mi kot starši, učitelji, terapevti, organi pregona, socialni delavci moramo razumeti otrokov svet, kot ga oni vidijo in kot ga oni doživljajo. Pogosto pa mi vsiljujemo svoj način, kako razmišljamo o svetu, zlasti, kar se tiče naprav in tehnologije. To pa ni odraz otrokovega sveta. V praksi, v šolah, v delu z otroki se dotikamo tudi pornografije. Ko izrečem to besedo, se potem ustvari poseben odziv. Obstaja toliko vrst pornografije, kot je različnih vrst zelenjave. Če jih vprašamo otroke, kaj s tem mislijo, vam dam primer. Naprimer, otrok je poslal slike svojih genitalij. In zakaj so to naredili? Ker so gledali risanke s podobami manga, in niso vedeli, da dejansko obstaja takšne vrste pornografija. Deklica 9 let stara, ki je bila spolno zlorabljena, je gledala pornografijo, da bi razumela, kaj se je zgodilo. Torej, dve različni motivaciji ogleda pornografije in govorimo o izbiri gledanja pornografije, mi pa ne vprašamo pravih vprašanj, kaj dela otrok, zakaj to dela, kakšen je njihov modus operandi, kakšna je motivacija, kajti to bi vam seveda pomagalo razumeti motivacijo otroka, zakaj nekaj dela v točno določenem redu. Včasih otroci izberejo tudi nasilno pornografijo ali si ogledujejo nasilne prizore, zato da bi dosegli vrhunec stresa v svojem živčnem sistemu, zato da bi lažje prenašali strah, vzburjenje v psihološkem smislu, v živčnem sistemu in potem doživijo olajšanje. Torej, da lahko potem res občutijo po tem stresu to olajšanje. In to delovanje živčnega sistema jih potem umiri. Oni se ves čas skoraj da nahajajo v rdeči coni. Ko razmišljamo o travmi, je veliko razprav o tem, kaj se dogaja v vašem psihološkem odzivu.
takoj po poslanih slikah ali deljenju slik brez soglasja pride do uničenja varnosti in zaupanja v druge ljudi. In temu pravimo medosebna varnost. Varnost v medosebnih odnosih. In to je za otroka zelo stresno. Mi pa mislimo kot strokovnjaki, da bo otrok kar takoj si z nami pogovarjal. Ni šans, kajti njihov živčni sistem je odvisen od tega, da oni ne zaupajo nikomur za zelo dolg čas. Čutijo pomanjkanje varnosti v svetu, v katerem živijo. Niti sami sebi ne zaupajo, ko se pogovarjajo sami s sabo, kaj so naredili, kaj se jim je zgodilo. Živčni sistem postane popolnoma nereguliran in njihove zgodbe so nedosledne, torej začnejo, potem skrenejo zgodbe, se vrnejo nazaj na zgodbo. In velikokrat imajo policisti zelo nedosledno zgodbo, nekoherentno zgodbo zaradi delovanja možganov, zaradi travme in seveda delovanja telesa. Zelo sem radovedna, zdaj, ko se je svet prestavil v dogodke, konference, zaupanje in varnost. Kaj, če bi mi to spremenili in rekli varnost in zaupanje? Kajti, ko se mi počutimo varne, lahko zaupamo, ko pa se ne počutimo varne, pa ne zaupamo. In tako imamo medosebne komunikacijo in kako pomagamo otrokom, da se soočijo, obvladajo ta stres. Najmočnejši občutki, ki se jih povezuje z vsemi temi dogodki, je sram. Če ste gledali Brené Brown na TED govorih, ste slišali veliko o tem, ampak sram je zelo komplicirano čustvo. Gre za umor duše, ker je tako težko izraziti sram. To se zgodi v nas in zelo težko nam je razumeti ta sram, te občutke. Imamo veliko teorij, ena zelo nova, Shame Containment Theory, moji kolegi so jo razvili in o tem ne bom zdaj govorila podrobno, ampak Lisa Etherson govori o tem, da je to sram, ki ga imamo v sebi, ki ga lahko nosimo in sram, ki ga ne moremo nositi. Sram ima tudi zaščitno funkcijo. V transakcijski analizi govorimo o pobegu in veliko teorij o sramu govori o tem, da se ali poškodujemo, da poškodujemo druge, jih prizadenemo, da znorimo, se razjezimo, zlasti, če imamo živčni zlom v nekem prostoru, kjer ne moremo shajati. In druge teorije govorijo o odmiku, o pobegu. Transakcijska analiza, rečemo, jebi se in naj se vse jebe. To so besede, ki jih uporabljamo. In veliko otrok se dejansko uniči same sebe, implodirajo. In velikokrat policisti še okrepijo ta občutek. Kaj si naredil? Torej odrasli s svojim tonom lahko še potisnejo otroka še nižje, na najnižjo točko. Travmo občutimo navznoter in izražamo jo navzven. Ne. Kolikokrat to naredimo prvi del, ne pa drugega. Veliko otrok, s katerimi delam, ki so občutili samo sram, ne razume. Ne bom povedala v šoli,
razlog, zakaj mečem stole, zakaj nagajam učitelji, zakaj se režem, zakaj se grizem. Zato, ker moram se soočiti s sramom, ker me tako muči. Ali se bom s tem, ali me bo to uničilo, ali pa bom to izrazil na drug način. Torej, otrok želi svoj sram potisniti na vas, ali pa ga nosi v sebi. To je upravljanje stresa, v katerem se nahajajo. Kaj pa mi naredimo? Mi kot strokovnjaki včasih naredimo ta zvok. Pogostokrat pa gremo noter. A res, joj, grozno, povej mi o tem. Ali greva na sprehod in otroci, ki so šli čez takšno tramo, se ne počutijo varne, vam ne zaupajo, mi prihajamo njim nasproti, oni pa se umaknejo. In mi se moramo naučiti upravljati našo potrebo, da smo rešitelji, da imamo vse rešitve zanje, da smo tisti, ki ima vse odgovore in moramo se usesti z njimi in jim dovoliti prostor in energijo med nami, da jim damo občutek varnosti. In to bom še enkrat ponovila. Torej, občutek varnosti, ki ga občutijo. Implicitno vedenje. Tukaj sem zate, počakala bom, skupaj lahko to narediva in ne bom ponujala odgovor in rešitev. In tako naprej. Zdaj pa si bomo ogledali te videoposnetke. Video boste videli dvakrat, prvič samo gledajte, drugič pa ga bom razložila. S tistimi risankami, ne? Ja, ker to se zaradi tega sem ti popustila, ker ti imaš otroke. Ja. Otrok gleda nekaj, pogledaj. Glej to. You silly baby. You silly baby. Does Mummy's nose scare you when I blow it? Does that scare you when Mummy blows her nose? Yeah? Silly baby. Would anybody like to volunteer what they... Ali bi se kdo lahko javil in rekel, kaj je občutil, ko je gledal ta video? Kako? In kako ste se vi počutili? Ja? Fusion. Aha. Zmedenost pravite? No. V medosebnem varnosti za otroke, to je res grozno, ker izginete. Mama si izpihuje nos. Otrok je sedaj 15-6 let star. Ko je prvi znak travme prisoten, se umakne. Potem mama umakne robec in on se primakne. Tukaj govorimo o razvojni perspektivi in potem se nadaljuje. Ampak to je proces trame. Prvi odmik je velik in potem naprej. Drugi odmik še večji, z še večjim energijo. Tretjič ali četrtič se ne premakne. In temu rečemo saturacija travme. Mama takrat začne koregulirati tega z otroškim jezikom in njegov živčni sistem se sprosti, potem pa spet nos izpiha. Koliko ste vi začutili, kako se je on počutil v želodcu?
in poslušajte zadnji trenutek. Poglejte, koliko energije njegovo telo uloži v zadnjem trenutku tega videa, v ta odziv. Baby. Does Mummy's nose scare you when I blow it? Does that scare you when Mummy blows her nose? Yeah? Silly baby. That last move is exactly what I told. Zadnji premik je ta, kar sem govoril prej. Zelo, v bistvu je iz svojega trebuha spregovoril. Dvigal se je v nek odziv. Preveč je adrenalina bilo v telesu. Ko pa se je pomerjal, in to traja približno 7 minut, takrat se zniža kortizol. Po tem obdobju bi se lahko vrnil v ta zeleni pas. Saj si predstavljate, ko slišate te zvoke, klike, piske vseh naprav in predstavljate se asociacije, ki jih naš spomin ustvarja, ko smo otroci. Otroci slišijo zvoke, celo začutijo, ki so jih začutili, ko so recimo prejeli ali poslali tako sliko. Sedaj vam bom pokazala, kako hitro se zgodi kibernetska travma. Ta gospod je Joe Tidy, novinar iz Združenega kraljevstva in je šel na Internet Watch Foundation. Ko so umetno generirane slike, torej ko je šel na to organizacijo, so mu rekli, imamo 11 slik, začeli bomo za kategorijo C in začeli bomo do kategorijo A in ne boste videli nekaterih stvari na sliki in med tem dokumentarcu je bil pripravljen na sliko številka 2. Poglejte, kako bo se odzival John Tidy enako kot prej otrok na posnetku. About 3 to 6 years old. It's really realistic. It's quite realistic. Kar realistično je, če bi to videl, bi rekel, da je to Photoshop. Poza je nagražna. Ne vem, če je resnična slika ali ne. Težko je vedeti. To je spalnica in to je klasična posnetek resničnih slik. Torej, otroci, tako mladi, so v taki poziciji, ampak to je obupna slika, nagražna, če samo pomislite. Ja, težko je to videti, kajti to so posnetki otrok, ki jih spolno zlorabljajo in tega ne moremo, temu ne moremo uiti, to se dogaja. Se opravičujem. A želite malo odmora? Ja. What do you feel like watching? Kako ste se počutili, ko ste gledali ta video, ko ste gledali tega moškega? Dobro? Slabo? Zakaj vam je bilo težko?
boleče, ker ste začutili. A ni to smešno? Tam imate zaslon in nobenega osebe tukaj, ki bi projektirala to elektromagnetično energijo, to je energija ene osebe, ki je v stiski in vi ste to začutili. Ni prijeten občutek, ne? Kako bi ga opisali z besedami? Zelo težko je opisati z besedami. Lahko ste to občutili nekaj v želodcu, pritisk v prsih, počutili ste se tako, da se želite premakniti, ali kot jaz, ali da želite tja in ga želite objeti. O moj Bog, kar sem tukaj opazila, so stopnje travme in ker je odrasel, bi lahko o tem še govorila. To je res realistično. Ne moremo tolmačiti, ker je zvok istočasno se prekriva. Obviously, the pose is disgusting, Yes. and that would instantly make me response. question it's whether or not it's real. But Losing the ability to speak. it's hard to know. So this location Težko govori. classic of real images that we see of children posed in the bedroom. So this So you see that type of image, Yes. children doing that pose for children that young. yes. It's a horrible image. Just This is what we call the idea of what she's doing here. I know you've redacted it for me, Yes. but it's still self-soothing. Yeah, it's still quite hard to powerful see, and actually. it's difficult. Now in Absolutely. major distress. Absolutely. Because these are images of children being sexually abused. And we can't get away from that because that's what's Move away. happening. sorry. It's okay. 9.5 seconds he sat with Kar nekaj sekund je sedel z tem občutkom, ampak ker je bil odrasel, je lahko rekel, tega ne želim več gledati, ni mi to všeč. Ampak torej imel je na roki poročni prstan, pomeni, da je razmišljal verjetno o svojih otrocih. Ogromno stvari se mu je vrtelo v glavi in zelo dolgo je rabil, da se je odmaknil, kar se zgodi v travmi. Enostavno otrpnete in to, kar tudi ni mogel narediti, ni mogel reči ustavite. In to je tudi razlog, zakaj je sramota oziroma sram tako globoko postavljen. Ker nimamo možnosti, ni mi všeč, ustavite to, pojdite stran. Zelo malo otrok v terapiji je bilo sposobno to narediti, ampak nikoli to ni bilo na prvi terapiji. Ko otroci pravijo stop, dovolj, vam povem, zato rabijo ogromno moči, ogromno poguma in razumevanja. Če govorimo o nas, mislimo o nas samih, mi moramo biti zavedni, kaj mi počnemo in kaj ljudje mislijo, da počnejo. Otroci ponavadi se oddalijo od tega, kar čutijo ali delajo. Otrok recimo se želi igrati, ne želi z vami govoriti, ker nočejo niti občutiti, niti razmišljati o tem, kaj se je zgodilo. Nekateri otroci pa želijo o tem z vami govoriti, drugi pa čisto nič ne želijo narediti. Ko razmišljamo o tem, zakaj smo tukaj, če delamo s temi otroki, da jih razumemo in jih podpremo do konca njihovega življenja, ker ko se enkrat to zgodi, lahko to povzroči vseživljenjsko travmo. Ali pa greste po drugi poti vprašanja neke vzdržljivosti, ki se imenuje tista oseba, ki daje občutek varnosti. Pogosto starši v tem primeru so sami travmatizirani in ne morejo biti tisti, ki zagotovijo varnost. In ne moremo reči, da smo zdravilo za vse, ampak otrokom lahko damo ta prostor in ta
to možnost, da se počutijo varno, da pripadajo, da jih razumejo in da jih ne sodijo v okolju, ki je izobraženo o travmi. Torej, pospraviti moramo pred lastnim pragom, pomesti, tako da reguliramo svoj živčni sistem, torej da skrbimo zase, o tem bo govora pozneje. Jaz vam lahko dam občutek varnosti z svojim telesom, kar ste začutili celo skozi ekran od nekoga, ki ni bil prisoten. Torej, jaz lahko otroku s tem ustvarim prostor in ga pozdravim ali zdravim. In to se zgodi v odnosu. In zato v psihoterapiji imamo trenutno 257 različnih pristopov k temu in študije vedno znova ponavljajo, odnos je tisti, ki šteje, odnos je važen. In to zaradi tega, ko sem jaz in ko je nekdo drug, mi med sabo ustvarimo nek odnos in ravno v tem medprostoru se dogaja občutek. In pozneje bomo imeli sedaj čas za vprašanja. Zelo pomembno je, da govorimo o jeziku, pa to počnemo itak v kakršnemkoli odnosu. Mi bomo tam, kjer bomo soregulirali situacijo. Govorili bomo z strankami in starši in otroki, ampak ne bomo to počeli na poseben otroški način. Bodite takšni, kot ste, bodite avtentični, ne pretvarjajte se. Če se boste preveč trudili, bodo opazili in ne bodo z vami v komunikaciji. Zelo pomembno je, kakšen jezik uporabljamo. Poglejte si izraz samo nastav oziroma samo kreiran. Otrok sliši predvsem mene, ko govorim o teh slikah ali podobah, ki jih je ustvarila ta oseba otrok. To je samo ustvarila v odnosu do mene kot druge osebe in jaz sem ločena. No, tukaj se bom ustavila in sem odprta za vsa vprašanja. Actually, I've realised I need to explain an acronym. PACE. Moram razločiti PACE. Igrivost, sprejemljivost, sočutje in empatija. To je kratica PACE v angliščini. Yeah, not working. Yeah, it's working. Thank you for your presentation. I was absorbing. Hvala za to predstavitev. Sama sem kriminalist na tem področju. In this, but I'm asking you to point out. Sami ste že nekaj razložili, ampak zanima me, kako pomembno je za kriminaliste, da vedo, kako se otroci odzivajo na travmo, kaj je travma, kako morajo na tem področju biti izobraženi kriminalisti oziroma preiskovalci. Odgovor zahteva zelo veliko časa, ampak veliko je treba delati, da se informirate o travmi. Travma je travma in vsak otrok, recimo, mnogi se vam ne bodo odzvali, ker nosite uniformo, ampak potem je treba imeti nek drug pristop. Vsak policist, ki mora opraviti delo, se na primer sooči in vsak naslednji z zavrnitvijo otroka. Torej, naučiti se moramo, kako to urejati. Dobro, nočeš z mano govoriti, razumem to. To je neka rezonanca. Mi rezoniramo s tem, kar otrok reče, torej razumem te.
pomagal ti bom razumeti, ampak razumem, da bi ne zaupaš, tudi jaz ne bi sebi zaupal v tem tvojem mestu, ampak jaz moram opraviti svoje delo. Ampak to ni nek mehek pristop. Vi enostavno sprejmete odziv otroka, kar vam reče, in morate biti dovolj robustni, dovolj odločni in reči vseeno to moramo narediti. Razumem, rečete, ampak mogoče je pa kakšen kakec tam od zunaj in zato si je treba obuti čevlje, da ne bi vanj stopili. Dolgo časa smo imeli odnos, mi smo glavni in otrok ni. Še vedno imamo to razliko med otrokom in odraslim, ki se odloča, ja, to je res, to res vzbuja stres in razumemo lahko, kaj se dogaja, ampak moramo to sprejeti. Gledal sem osebo na videu, popolnoma ga razumem. Ko sem začel sam raziskovati to področje, moja hčera bila 5 let stara in po teh posnetkih sem videl 5-letne otroke. Bilo je grozno. Ja, res je grozno. Imam velik privilegij, nikoli nisem gledala teh slik. Vem, kako bi se odzvala, delala pa sem z otroki žrtvami, ampak razumem to preneseno travmo iz druge roke, ampak zelo pogosto pomislimo na svojega otroka oziroma ga začnemo spraševati, ali se je to tebi zgodilo? Se prestrašimo. In danes, če poznamo vse te številke, si mislimo, kolikom otrokom se je to zgodilo. Koliko je bilo nadlegovanja in zlorab. Ko grem recimo v trgovino, vidim, ne vem koliko otrok, 60-70%, enostavno ne poznam odstotka, ampak vem, da jih je ogromno na družbenih omrežjih izpostavljeno takim zlorabam. Thank you very much. Do we have any other questions for... Najlepše hvala. Imamo še kakšno vprašanje za našo predavateljico? Ja, najlepše hvala. Odlično predavanje. Všeč mi je bil ta video za Emersona. Uporabili ste en izraz. Rekli ste, da to ni bila zdrava travma, ampak kakšna vrsta travma je, ko otrok kiha. Ali obstaja kaj podobnega v virtualnem svetu? A veste, na kaj mislim? So my PhD is actually... Moj doktorat se ukvarja z otroki, ki so mlajši od 11 let, ki so jih zlorabili in noben etična praksa mi ne dovoljuje, da jim kažem karkoli travmatičnega. In če pogledamo študije, naprimer, pokažemo jim sliko otroka ali plaže ali živali, to res nima nobene zveze s tem. Enostavno ugibamo na najboljši možni način. Enostavno nimam odgovora na to. Gledal sem to, da digitalna verzija kihanja, to je nekaj čisto normalnega, ampak vseeno. V travmi govorimo o dobrem stresu, zdravem stresu, ki celo ustvarja nevronske povezave. Tam nevroni morajo biti pod določeno ravnjo stresa, da preskočijo v druge nevrone signal, ampak ko gre naprimer za kihanje, nisem čisto prepričana, s čim bi lahko to primerjali v virtualnem svetu. V vsakem primeru je to normalni odziv, ampak
in to je bilo normalno v COVID-u, ampak nismo delali raziskav in ne morem reči, kaj je ta dober stres. Ne vem, ko se spomnite v COVID-u, ko smo imeli stalno maske in potem je bilo to vezano še na vse, kar počnemo, jemo, pijemo, gremo na stranišče, ampak tisto, kar vas ne ubije, vas ojača, pravijo. Če le lahko razumete, zakaj gre. Tako nastaja travma. Če nekaj razumete, kar se je zgodilo, to vpliva na to, da veste, kdo je bil prisoten ali ne. In si rečemo, ta grozna stvar se je zgodila, ampak po drugi strani je pa to sedaj mimo in to več ne vpliva na naše življenje in gotovo lahko na ta način to premostimo, ta stres. Stres je seveda potreben za rast in od večina ljudi v današnjem svetu upravlja z stresom, pa tudi z odpravljanjem stresa. Ampak z odpravljanjem stresa se ukvarjajo s stresom. Question? Imate še kakšno vprašanje? Gospod Nips? If not, thank you very much. Če ne, se vam najlepše zahvaljujem za ta zelo zanimiv vpogled.